Dober večer, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci VTV televizije in oddaje Najviža. Tako, zopet se bomo družili v dobri družbi odličnih muzikantov. Jaz upam, da ste vi dobro in da ste pripravljeni na 1 uro dobre glasbe. Današnje oddaje sem se še posebej veselil, saj današnji glasbeni gostje prihajajo iz Primorske, torej so prevozili kar dolgo pot, da ste prišli do našega studia. Z nami so legende slovenske narodno-zabavne glasbe, na sceni so že, ja, mislim, da okoli 50 let, o tem bomo tudi rekli malo kasneje. In ja, z nami so legendarni primorski fantje in najbolje je, da kar začnemo z Oto polko. Uživajte! Tako, to so bili primorski fantje, ampak primorskih fantov ni brez naše zlate Ivice. Ivica, dober večer tudi tebi. Prav zlata. Ja, prav zlata si. Res je vedno tako dobre volje in pozitivna, da me polepšaš. Tudi, če te vidim sam prek televizije vsak večer. Dober večer tudi vsem, ja, seveda vašim gledalcem, poslušalcem in tudi mi smo veseli, da smo tukaj z vami danes. Krasno. Zdaj te pa naj pospremim tja med fante, če dovoliš, evo. Seveda. Izvoli. Tako, veseli smo začeli današnjo oddajo in me zanima, kaj se dogaja na Primorskem. Kako, imate kaj več sonca kot tule pri nas v teh dneh? Ja, smo ga že kar imeli, tako da smo že tudi malo čakali na prvi dež in danes nas je Bog uslišal in ga imamo in tako ne bo treba več zalivati na novo posejane travce okoli hiše. Krasno, ti si tudi zelo pridna, imaš vrt. Na zadnje, ko sva se menila pred dvema letoma, si imela tudi čredo ovčk, če se ne motim. Ja, ampak potem pa nažalost ni bilo več časa za vse to, tako da v bistvu smo jih predali v dobre roke na eno turistično kmetijo, kjer zdaj uživajo. Kjer uživajo, krasno, super. Odlično izgledaš, tako sem ti že prej povedal, krasno. In mi povej, kakšen je recept za to. Da v glavnem ti si tako eno vino, ko pravijo, starejše je, bolj dobro je. Ja, hvala lepa za tak lep kompliment. Seveda, vsaka ženska bi se morala malo potruditi, da dobro izgleda.
in da je aktivna in če pozitivno misliš in če si obkrožena s tako mladostnimi oziroma mladimi fanti, potem pa sploh ni razloga, da ne bi se dobro počutila. No, krasno. Pred 2 leti, ko smo bili tukaj, je seveda studio bil bolj bogat, bolj poln. Seveda se je lani od nas poslovil Bogdan in vse lepo od Tja med zvezde, seveda mu želimo, ampak zelo pozitivno je, da vztrajate, da delate naprej in mislim, da je bila tudi to Bogdanova želja, če se ne motim, ne? Ja, on je celo v intervjuju z Nek radio povedal in nam položil na srce, da pač naj nadaljujemo to njegovo pot, naj vztrajamo, naj ponesemo našo glasbo, naš primorski melos med poslušalce in gledalce po celem svetu, tako kot smo skupaj z Bogdanom ustvarjali in tlakovali to pot in seveda smo mu obljubili in sedaj nadaljujemo z veseljem to, kar je on začel. Krasno. Kapo dol se temu reče in super ste, super ustvarjate. Kasneje bomo tudi slišali njegovo skladbo, ki je nazadnje ustvaril. Me pa zanima, kakšen spomin imaš Bogdana? Kakšen je bil Bogdan v družbi, tako ko je bil sproščen? Je bil veseljak najbrž, ne? Ja, seveda, on je bil drugače tudi humorist, je tudi na Radio Koper imel svojo oddajo, torej igral je oziroma upodabljal zelo preprostega kmečkega človeka iz Strana in vse njegove tegobe in doživljaje in tako v šavrinskem narečju pač predstavil, tako da je še primarij bolnišnice Izole rekel, ob sobotah, ko je ta oddaja na programu, ni potrebno, da grem med paciente, ker je to za njih najlepše in največje zdravilo. Krasno, bil je res tak veseljak. Jaz sem ga imel možnost, hvala Bogu, spoznati tudi izven odru in je res bil takšen, kot je bil na odru in takšno energijo, ko je imel na odru, takšno je imel tudi za odrjo. Ja, ni delal vse. Ne, on je bil pravzaprav zelo žalosten in zaskrbljen, če ni mogel družbe držati po konci. On je moral biti vedno v centru pozornosti in vedno imeti okrog sebe nasmejane, vesele ljudi. Takrat je bil najbolj srečen človek na svetu. Tako. Če se zdaj vrnemo malo v zgodovino, ker sem že prej rekel, na sceni ste že, če sem jaz prav zračunal, je letos 50 let. Ja, ime Primorski fantje. Se je prvič pojavilo 74. leta. Takrat je tudi takratna zasedba prvič sodelovala na Števerjanskem festivalu s skladbo Solinar in to je bila ena taka prva predstavitev, s katero smo začeli pač beležiti ta naša plodna leta. In vem, da si že mogla večkrat povedati, najbrž, kako je pa prišlo do sodelovanja oziroma kako so te pa Primorski fantje spoznali ali pa ti njih, pa mogoče enkrat ponoviva to za vse tiste, ki še ne vejo. Ja, tako bilo je čas vojne v Sloveniji, torej okrog 91. leta, ko sem jaz že delovala profesionalno na tem področju in so nam čez noč zaprli vse hotele v Portorožu in nismo imeli več dela in potem pač je Bogdan pristopil k meni in rekel, a bi rada ti z nami zapela, seveda z veseljem, sej nimam kaj drugega početi v tem trenutku in nekako moram tudi preživeti, tako da v bistvu smo takrat začeli in plodno nadaljevali to našo pot, že kar zdaj 32. leto aktivnega dela s Primorskimi fantji. Krasno. So te pa tudi kar hitro izkoristili in videli tvoj potencial tudi v šofiranju, kakor jaz vem, pa kako mi je znano. Ja, jaz imam tudi izpit C kategorije, sicer ne uporabljam ga več, ker ni potrebno, ker imam zdaj take mlade fante okrog sebe, ki to boljše obvladajo od mene. Pa jim zaupaš pri vožnji? Zelo upam, ja. Sem pa, v preteklosti velikokrat lepo pripeljala fante špilov domov, ker so oni lepo počivali v kombiju in sem jaz z veseljem jih vozila, ker to rada počnem. Krasno, super. Se veselim še najnega pogovora. Zdaj gremo pa naprej k naslednji skladbi. Tako, slišali bomo legendarni valček, krasen valček, seveda, ki smo ga vajeni, da ga je zapel žal pokojni Bogdan, danes pa v novi preobleki Ledene rože. Uživajte. Ledene rože zimo so krasile, ko je na vrata trkalo slovo. Takrat vse
žalost sem začutil, še zadnjič stisnil tvojo sem roko. Poslednjič tvoje so oči jokale, poslednjič vprašala si, če sem tam. Takrat v sebi žalost sem začutil, takrat sem vedel, da ostal bom sam. Zakaj ni tiste lepe pismi več pri nas doma? Zakaj le strinska ura se oglaša sem ter tja? Zakaj po toplem kruhu nič več hiša ne diši? Ker mama ti zaprla trudne si oči. Zakaj ni zame niti praznik več tako vesel? Zakaj še cvet ob tvoji sliki je tako uvel? Zakaj v domači peči nič več ogenj ne gori? Ker mama ti zaprla trudne si oči. Kukavca bo pela, jaz vem, da ti bi rada pela z njo. Al Božja roka je tako hotela in tebe nikdar več nazaj ne bo. Zakaj ni tiste pismi več pri nas doma? Zakaj le stilska ura se oglaša sem ter tja? Zakaj po toplem kruhu nič več hiša ne diši? Ker mama ti zaprla trudne si oči. Vse v tih večer oglaša po dolini vaški zvon. In ker te ni zdaj žalosten in prazen je moj dom, zdaj v srcu nosim le spomin na tiste lepe dni. Ker mama ti zaprla trudne si oči. Zdaj v srcu nosim le spomin na tiste lepe dni. Ker mama ti zaprla trudne si oči. Tako, to so bili Primorski fantje. Krasna izvedba, krasna skladba, krasno besedilo. Že vsi znamo na pamet Ledene rože in en lep dober večer tudi tebi, Maksimin. Čestitam za odpeto, zelo lepo. Hvala lepa. Se dobro počutiš tule na Štajerskem, po našem studiu? Seveda. Si že bil kdaj v tem studiu? Sem bil, ja, tudi. Že 2 leti nazaj. Že 2 leti nazaj smo bili? Ja. Seveda, moj spomin je, veš. Najbrž sem te že tudi takrat vprašal, ali pa tudi ne, kako je pa stati recimo z mamo na odru? Si tega želel oziroma si mislil kdaj, da boš stal in aktivno recimo sodeloval
na odrih s svojo mamo? Nekako sem predvideval, da nekega lepega dne se bo to zgodilo. Okay. Se bo, ja. Torej, v vsakem primeru je moje življenje nekako vedno bilo vezano, oziroma Primorski fanti so bili nekako vedno vezani z mojim življenjem. Ne? Tudi moji prvi nastopi so bili v povezavi s Primorskimi fanti, ko sem bil še otrok. In kasneje, tako da, ko se je pojavila ta možnost oziroma dilema, dajmo reči temu, ko je bilo potrebno dobiti drugega kitarista, glede na to, da sem poznal praktično vse skladbe na pamet, ni bilo nobene dileme. Si bil prva izbira. Ja, tako. Krasno. Zanima me nekaj. Verjetno si celo otroštvo bil zelo navezan na mamo, pa me zanima, kakšno je bilo otroštvo, glede na to, da je mama veliko bila od doma. Torej, mama je verjetno takrat vse vikende nastopala in me zanima, si spremljal, ne vem, že takrat to glasbo Primorske fante. Kako se spominjaš, recimo, a pa drugače vprašal, kakšna mama, recimo, je Ivica? Kako bi opisal z 3 besedami? Zelo aktivna. Da jo malo potunkama. Zelo aktivna. Zelo aktivna, v redu. Ja. No, to se pravi, veže tudi na vprašanje, ki si ga prej postavil njej. Ne? Dajmo reči tudi, da ta aktivnost nekako pripomore k, bom tudi jaz uporabil podobne besede k njej, mladostnem videzu, dajmo reči, ne. Če si aktiven, če delaš tisto, kar si želiš v življenju, potem to tudi pripomore k temu, da se dobro počutiš, in če je to povezano z glasbo, da te to potem tudi nekako drži po konci, je to potem toliko bolje. Ne. Krasno, super funkcionirate z vsemi fanti in z Ivico, pa me še vseeno nekaj zanima, da ima še kaj izdati o mami. A je recimo, kera je tista, recimo, kako bi ti temu rekel, najboljši nauk, ki ti ga je mama mogoče dala, najboljši za življenje nasploh, recimo. Kaj ti je povedala takega, da si boš zavedno zapomnil, da je pametno uporabiti v življenju? Da si me podobil, ne, nekako. Ampak jaz bom tako temu rekel. Veliko sem videl teh nastopov Primorskih fantov in sem ugotovil, da je zelo pomembno, da če ti recimo poznaš, veš, znaš igrati glasbo in s tem osrečuješ ljudi okrog sebe, je to eno najlepše darilo, ki ga lahko nekomu daš. Krasno si to povedal in to počnete Primorski fanti že skozi, čez celo svoje delovanje. Ivica, zdaj pa za tebe kontra vprašanje, veš. Tudi te najbrži vprašajo, pa so te vprašali, kako je stati s svojim sinom na odru, ampak mora biti to verjetno en poseben občutek, ker jaz imam recimo, jaz imam doma 3 otroke, ne? In po mojem bi se mi življenjska želja uresničila, če bi lahko s katerim od njih nastopil. Ja, res je, Maksim je že z 9 letom nastopil prvič na odru s Primorskimi fanti in potem bil zelo aktiven na glasbenem področju. Zmagal, ja, je tudi že otroški MMS z takrat pesmico Male miške, tako z zelo pomenljivim besedilom, ki bi tudi danes marsikomu prišlo prav, če bi tej pesmici dobro prisluhnili, tako za velike kot za majhne. Torej, kako se počutim ob Maksimu? Jaz lahko rečem samo to, da se počutim zelo varna, zelo dobro, zelo sigurna in brez njega ne vem, če bi sploh lahko nadaljevala svojo glasbeno pot, ker resnično imeti en tak steber ob sebi, ki se razume na vsa glasbena področja, tako na tehniko, tako na snemanje, tako na točnost, na izvedbo, tako na ustvarjanje glasbe, na splošno. On je v vsemu doma, se vidi, da je celo življenje že aktiven na glasbenem področju in pač, da to tudi rad počne in sem vesela, da se lahko nanj zanesem. Krasno. Lepo povedano, Ivica, iz srca. Kakšen je bil Maksim, recimo, kot otrok? Je bil zelo živ, je bil priden, poslušaj? Kot otrok je bil Maksim zelo navihan deček. Sivih las ni veliko povzročil, vidim. Ja, ampak je bilo treba stalno biti za njim, stalno biti. Nekoč se nam je
ker živimo na deželi, torej ja, se nam je skril za neko drevo in mi smo ga panično iskali, cel popoldan okrog hiše in ga klicali in potem ni bilo glasu od njega in kam, se veš, ne, kaj se je zdaj zgodilo in potem ga jaz vidim, kako iz enega drevesa kuka lepo in se smeji, ne, jaz sem vas fajn nabrisal, ne, vi kar me iščite, jaz sem tukaj skrit in me ne boste našli, ne. Mislim, take nam je špičil, ne, bil je res zelo navihan fantek in ja, napolnil nam je življenje s to svojo navihanostjo. Tako da ni bilo dolg čas. Ne, sploh nikoli. Tako, sta pa navihana še zdaj, seveda tudi Niko in Jana, je tako? Ta dva fanta sta pa tudi taka, koliko jaz poznam, taka poskočna. Sta kar poskočna in tudi ona dva navihana, tako da mislim, da vsi trije skupaj kar dobro pašajo in se dopolnjujejo drug drugega in nam tudi na naših potovanjih nikoli ni dolg čas. Jaz sem polih pa moraš malo bremzati, verjetno, ko se ta mladina razživi. Jaz uživam v njihovi družbi, ja, in vidim, da se me dostikrat tudi ta njihova mladostnost naleze. Prej smo se pogovarjali zunaj in jaz... Pogovarjali smo se o teh pumpah na ob cestih, po domače povedano. Ne? In če vas hoče, recimo, kdo srečati od vaših oboževalcev, naj bo ob 4 jutri na pumpi v avtocesti, a je tako? Tako, tam bomo sigurno, eni bomo lizali sladolede, drugi si bodo privoščili šoferski sendvič in kakšno kavico zraven. Vedno je naša pot na koncu okronana in zasluženo si postrežemo z tako sladičko na poti domov, ker nam to tudi tako paše. Tako, super, krasno. Gremo naprej, hvala lepa. Zaenkrat slišali bomo zopet eno veselo polko, veselo, kot se spodobi za primorske fante. Amore, amore, uživajte. Jutja moja, kaj ćemo zdaj? Laš ti kot rjepke sam zhebu ojej. Na nič mój, na nič ben, kaj ćemo zdaj? Ne delaj šenšurja, vse je okej. Jutja moja, ma jesteś ty man, bo hvali da jutre ni še en dan. Na nič mój, na nič ben, kaj ćemo zdaj? Ne delaj šenšurja, vse je okej. Amore, amore, vse od noći do zore. Amore, amore, v štracah je lepo. Amore, amore, vse od noći do zore. Ben, kaj ćemo zdaj? Amore je okej. Je me srci sam čuhanim peče. Na nič mój dan, do ben, kaj ćemo zdaj? Ne delaj šenšurja, vse je okej. Amore, amore, vse od noći do zore. Amore, amore, v štracah je lepo. Amore, amore, vse od noći do zore. Ben, kaj ćemo zdaj? Amore je okej. Jučica moja, poglej, kaj imam zate. Imaš mój Ama lepe cavate. na nič mój, na nič ben, kaj ćemo zdaj? Ne delaj šenšurja, vse je okej. Amore, amore, vse od noći do zore. Amore, amore, v štracah je lepo. Amore, amore, vse od noći do zore. Ben, kaj ćemo zdaj? Amore je okej. Ben, kaj ćemo zdaj? Amore je okej. Ben, kaj ćemo zdaj? Amore je okej.
Amore, ko bi vi vedeli doma pred TV ekrani, kakšna energija je v tem studiu in kako fantje vlečejo meh, Niko raztegne meh, Jan pritisne na bariton, Ivica zapoje, da preglasimo tale playback in vsaka čast, res krasna energija. In jaz se prav veselim naslednjega špila, da pridem na zabavo, ker na vaših zabavah verjetno pa nikoli ni dolg čas, se vedno dogaja. Vedno se dogaja, ja, vedno se kaj zgodi tudi takega, da potem še dolgo v noč premlevamo, zakaj je do tega prišlo, ampak ja, vedno se vse dobro konča in vedno je veselo in ne bo še dolgo tako. Ja, krasna skladba, drugače bila, čeprav jaz sem Korošca, veš, Ivica. Ja. In mi tudi imamo en tak poseben dialekt koroški, ne? Ja, vem. Nas ni razumeti, jaz se zdaj posebej trudim, veš, da se mi da razumeva, da bi me ti razumela. In v tej skladbi jaz tudi marsikaj nisem razumel. Kasneje bomo slišali še eno skladbo, ko bomo pol kasneje razložila, kaj pomeni. Ampak všeč mi pa je amore, od jutra pa do zore. Vse od noči do zore. Od noči do zore, ja, od okej. noči. No, ta je naš č, ne, to je ta istrski č, rečemo mehki č, Ja. ki se ga zelo veliko v našem narečju uporablja. Tako malo narečno rečeno, tako kot si ti povedal, ne, od večera pa do zore. Ja, tako. Veš, kaj me zanima? Glede na to, da te vsi dobro poznamo, cela Slovenija, a ti greš lahko tek, mislim, kaj se zgodi, če greš ti na sprehod po Izoli, recimo, a te vsi, ko te vidijo, Ivica, živi Ivica, a imaš kaj svojega miru sploh, tek, če greš na ulico, bom rekel, se umakneš kam drugam raje? Ma zakaj bi ga pa imela konc koncev, ne? Nisem hotel vprašati, da ti verjetno nisi taka, da bi rabila nek. Ni to lepo, da te ljudje lepo pozdravijo, pomahajo, nasmejejo in da se pač ljudem obraz raztegne v nasmeh, ko te zagledajo, pomeni, da jim res nekaj lepega daješ iskreno in sem lahko na to samo ponosna in vesela, da je to tako. Super. Si vedno bila odprta in Ja. vedno boš. Zdaj gremo pa, ker bomo slišali naslednjo skladbo Decemberski dan, gremo pa malo zdaj, bomo preskočili to poletje in gremo kar na zimo. Kar na zimo. Kako se pa vi znajdete v zimskih razmerah, me zanima. Tako, imate tudi radi Primorci? Če mene vprašaš Ja. osebno, ne, jaz bi zimo kar preskočila. Ne. Posebno takrat, ko je treba kam iti, jaz snega ne maram, brozge ne maram, mraza ne maram, tistih plaščev tudi nas se vleč tudi ne maram, tako da, ampak ja, nimaš kaj, moraš se pač prilagoditi in ja, kar se tiče pesmice Decemberski dan, pa smo veseli, da jo lahko zapojemo kadarkoli, kajti ne nazadnje sporočilo te pesmi, rad te imamo v katerem koli trenutku, je to že s tem poveš vse. Krasno, in to si lepo napovedala naslednjo skladbo, hvala lepa. Jaz sem zopet umaknil in slišali bomo torej to legendarno skladbo, ki je na repertoarju vsakega ansambla v Sloveniji, Decemberski dan. Vi pa uživate doma pred ekrani. Dnevi večnosti niso vsi enaki, vsak pa si želi le lepih dni, dneve žalosti raje vsak pozabi in spominja se le lepih dni. To je bil lep decemberski dan, z ognjem let se boril je za manj, v dušo tiho prikradla se je pomlad, ko rekel sem rad te imam. To je bil lep decemberski dan, bil s pomladnim je cvetjem postlan, vročem ognju strasti se led je topil, to ledan je bil. Dnevi večnosti niso vsi enaki, vsak pa si želi le lepih dni, dneve žalosti raje vsak pozabi in spominja se le lepih
se je pomlad, ko rekel sem rad te imam. To je bil lep decembrski dan, bil s pomladnim je cvetjem postlan. V vročem ognju strasti se led je topil, to lep dan je bil. Decembrski dan, z ognjem led se boril je za manj. V dušo tiho prikradla se je pomlad, ko rekel sem rad te imam. To je bil lep decembrski dan, bil s pomladnim je cvetjem postlan. V vročem ognju strasti se led je topil, to lep dan je bil. V vročem ognju strasti se led je topil, to lep dan je bil. V vročem ognju strasti se led je topil, to lep dan je bil. Tako, čeprav smo v mesecu maju, vsakem mesecu pa še en tak decembrski dan za dušo in srce, krasno. Ivica, zdaj bomo pa slišali vašo najnovejšo skladbo, vaš krasen valček, Mi manjkaš, krasen videospot ste za to posneli, res iskrene čestitke. In kaj bi lahko seveda več povedala o tej skladbi, ki je nastala? No, ta skladbica je v bistvu še zadnji pozdrav našega Bogdana. To pesem je on napisal in me je tudi zapel in zaigral 3 mesece preden se je poslovil. In zaigral mi je z besedami: to pesem boš ti pela, ko mene več ne bo. Seveda nisem jemala njegovih besed resno, ker me je dostikrat malo hecal, ne? Tako boš ti že videla, kako bo, ko mene več ne bo, ne? In ja, išlo se je tako, kot se je izšlo in položil nam je res na srce, naj nadaljujemo z glasbo, ki jo je on pač napisal, in naredili smo to pesmico z vsemi čustvi, ki smo jih premogli. Bilo je težko, na začetku je skoraj nisem mogla odpeti, ampak seveda ob podpori Maksima, Nikota in Jana pač smo pesem spravili pod streho, sedaj ima tudi svojo sliko in jo želimo z vsem svojim spoštovanjem in ljubeznijo prenesti med poslušalce in gledalce, seveda. To je bilo pa tako lepo povedano, da kaj več ni za dodati. Najbolje je, da si skladbo kar pogledamo še v video obliki in uživajte. Videli bomo skladbo torej Primorskih fantov in Mi manjkaš. Noč, ki jo luna srebri, dan, ki ga zarja zlati, vse, kar dal si mi ti, mi manjka. Strast grebenenje v temi, luč, ki nič več ne gori, topel objem in poljub, mi manjka. Tisti objem bil je lep in iskren, in tvoja dlan, ki me božala je, mi manjka.
bil prelep je iskren in vroč poljubki povedal je vse, mi manjka. Zvezdico malo uzrem, vem, da ta zvezda si ti, mi manjkaš. Strast hrepenenje v temi, lučki nič več ne gori, topel objem in poljub mi manjka. Tisti objem ki me božala je, mi manjka. Tisti objem, bil prelep je iskren in vroč poljubki povedal je vse, mi manjka. Zazrem, zvezdico malo uzrem, vem, da ta zvezda si ti, mi manjka, mi manjka, mi manjka, mi manjka, mi manjka. Tako smo že nazaj, še vedno spremljate oddajo Najvižja in še vedno so v naših gosteh seveda primorski fantje in mi smo zelo, zelo veseli. Slišali bomo zdaj tudi eno bolj frišno skladbo in moram prav prebrati, Kota eno frita. Uživajte. Jaz se spomnim onih cajtov, ko sem bil še fantič mlad, ko sem kental v vinogodu in sem hodil jutro spat. So bile pupe namorane, v moj glasič pesmo stat. Mama ena več je pjažla in pokažem prstan zlat. Je bila kota eno frita, vlekla je ko kalamita, je nosila kratko krilo, rube da raznese žilo. Slepo obiskano bluzo, ona gledala je milo, pa gremo že čuri fuzo, z mene se je kakadilo. Je bila kota eno frita, je bila puna dinamita, je nosila kratko krilo, rube da raznese žilo. Slepo obiskano bluzo, ona gledala je milo, pa gremo že čuri fuzo, z mene se je kakadilo. Jaz se spomnim onih cajtov, ko sem bil še fantič mlad, ko sem kental v vinogodu in sem hodil jutro spat. So bile pupe namorane, v moj glasič pesmo stat. Mama ena več je pjažla in pokažem prstan zlat. Je bila kota eno frita, vlekla je ko kalamita, je nosila kratko krilo, rube da raznese žilo. Slepo obiskano bluzo, ona gledala je milo, pa gremo že čuri fuzo, z mene se je karkadilo. Je bila kota eno frita, je bila puna dinamita, je nosila kratko krilo, rube da
žilo. Slepo obiskano bluzo ona gledala je milo, pa gre Možič v rifuzo, z mene se je kar kadilo. Je bila kota eno frita, vlekla je ko kalamita, je nosila kratko krilo, rube da raznese žilo. Slepo obiskano bluzo ona gledala je milo, pa gre Možič v rifuzo, z mene se je kar kadilo. Je bila kota eno frita, je bila puna dinamita, je nosila kratko krilo, rube da raznese žilo. Slepo obiskano bluzo ona gledala je milo, pa gre Možič v rifuzo, z mene se je kar kadilo. Tako, to je bila kota eno frita in primorski fantje, krasno in zdaj gremo tudi na prevod tega in to čas bo imel kar Niko. Ja, Najboljše tu prevaja Maksim, ne? samo bom pa pol res Maksima to vprašal, če misliš, da je boljše. Bom pa tebe vprašal, ti drugače tudi poučuješ harmoniko, ne? Ja, poučujem v Sloveniji in tudi na Hrvaškem. In mi povej, kakšni so občutki, recimo, ko tako predajaš naprej znanje? Najbrž je lepo, a ne? Ja, glih ta vikend, zdaj v nedeljo smo imeli srečanje harmonikašev dol na Hrvaškem in na konci, ko nas je na odru stalo 40 mojih učencev, mislim, da sem lahko res ponosen, no? Da sem vse naučil in da so tako pridni in ja, je treba vaditi vsak dan in treba biti priden, sam na konci se pa vidi, kaj so delali čez vsa ta leta. Krasno. In lahko si tudi ponosen na to, da si ponesel svoje znanje harmonike na Hrvaško čez mejo. Torej, tam je tudi verjetno vedno večje povpraševanje za to, ne? Ja, pa tudi v bistvu ne moremo verjeti, mi, ki živimo tukaj v Sloveniji, ne moremo verjeti, kako nas Hrvati častijo nas in to narodno zabavno glasbo, tako da smo lahko res ponosni od primorskih fantov, od alpskega kvinteta, Ovsenika in tako naprej, tako da res nas imajo radi, no. Krasno, pa tudi preigravaš v ansamblu že kar nekaj let. Tako je. In mi pa mogoče ti povej, veš, ker Maksim je bil prej malo zadržan, on vseeno, veš, Ivica mu je mama, ne? Ja, ne sme Ti ne preveč, moreš ne? vsega povedati, kar hočeš, ja. In zdaj, recimo, če bi ti izpostavil na Ivici njeno najboljšo lastnost, pa mogoče eno malo slabšo navado, ki jo ima Ivica, mogoče. Če ne bo preveč huda. Najboljša lastnost je sigurno to, da je perfekcionist, da mora biti vse točno in mislim, da se tudi mi kar držimo, no. Mogoče kakšenkrat zadnji trenutek pridemo ali na vaje ali na špil, samo vse glih se ur držimo, zato smo tudi danes pravočasno prišli, no. Krasno. Najslabša lastnost, ojoj, kaj pa to? Ne najslabša, mogoče, jaz vem, da ona nima slabih lastnosti. Sej to, ja. Ampak vseeno, rečimo, kakšna navada, ki pač je taka, ne vem. Zdaj vemo, da Ivica se zdravo prehranjuje, ne pije, ne kadi, veliko športa. Ampak vseeno, ne vem, a je včasih, zdaj, če ne bo Ivica zamerila, ne, a je včasih, recimo, tečna, tako so pa naše doma, ali nikoli? Ma ne, toliko ne. Imamo to srečo, zato radi gremo na špile, ne. V redu, pa tudi kar pri tem, ko čajma. Ne, pri temu, tako da lahko govorimo samo dobre lastnosti. Tako da smo tudi mi radi ob njej in vsi skupaj radi peljemo to z veseljem, to zgodbo naprej. Tako. Jan, lahko prideš malo bliže, nič te ne bom vprašal. Jan, ne, sej, ne bo, Jan, veš kaj me se zanima, ti si, tebi se tudi vidi, da imaš veliko energije in da rad igraš s temi fanti, pa me ti povej, recimo, zdaj ima pa Niko to vprašala, ne. Kakaj je pa njegova, recimo, najboljša lastnost, pa malo slabša navada, ker zdaj pri Ivici nismo najdli slabe navade. Čakaj, kaj moramo sploh dobre lastnosti, nekaj da lahko samo slabe navade. Ne, hecam se. Odličen muzikant, ne? Dober muzikant, Ja. poznamo se že full let in vse, igramo skup. Slabe navade, edino to, da nemamo nikdar ure za domujeti, ker bi lahko kak dan bolj zgoda prišli, pa se treba ostaviti nekaj pojesti. A, tako. Ja, preko uremo domov, drugače pa nemam kaj slabo. Sam se vam, glede na to, da se večkrat ustavite, tudi v jutranjih urah, nikjer ne pozna Ja, to. ma poleg, ker pridemo domov, gremo še malo odlaufati. Grete. Da porabimo unu, ker... Ja. Krasno, tudi odlično, čisto v vašem stilu ste danes oblečeni, tako da vse pohvale, jaz sem vesel. Treba vse pohvale Ivici dati, ja. Ja, ona vaša stilistka. Ja, to je njeno delo. Pa vse, spet tako da- hvalimo Ivico. To ni... Ja, tako je. Ja, Nimamo kaj slabega za reči. krasno, super.
Sej tudi vemo, da je temu tako in ne bomo iskali kakšnih slabih navad, ker jih Ne, ni ker jih veliko. ni, ne. Ne, škoda je. Zdaj gremo še pa na prevod naslova, Ivica, brez zamere, v tem krogu te manj spustil. Maksim, kot ta eno frita. Si prav mogo pogledati, ne? Si Ja, ne ne, moreš zapomniti. Oprosti, bal sem se, da narobe povedal. Kuhana in pečena ali na kratko osvojena. Ja, Je bila takoj osvojena, bila takoj za. ja, Ja. Ja, ne vem, če je bila, no. ne, ne. V zgodbi, V zgodbi je bila. verjetno ja. No, sicer pa tudi v videospotu, ki nastaja oziroma je nastal na isti dan, kot je nastal ta spot, ki smo ga malce prej videli, je še v nastajanju in vsi že močno čakamo, kako bo izgledal. Verjetno super, tako kot tale. Se pa v glavnem igralca nekako vežeta tudi na besedilo. No? No, to sem te hotel vprašati, če je tudi tam igralka pol na koncu kuhana in pečena, ali kako si že rekel. V figurativnem pomenu. Ja. Saj vemo, če govorimo. Mi še komaj čakamo na ta novi izdelek, Mi tudi. tudi v naši vdaji ga bomo z veseljem zasukali. Odlično. Zdaj gremo pa naprej na naslednjo skladbo. Tako, slišali bomo še en zelo znan valček, ki ga prepevamo vsi, Ne jokaj in Primorski fantje. Tiho mirno majsko noč, takrat šel sem daleč proč, brez slovesa, kar tako vem, da ni bilo lepo. Zdaj na prsih mi sloniš, jokaš in me govoriš. Vem, da ni bilo lepo, ker odšel sem kar tako. Ne jokaj na mojih prsih, draga, oprosti, saj vem, da ne bi smel. Zapustil sem tebe, ki me ljubi, ker drugo ljubiti sem hotel. Ne jokaj na mojih prsih, draga, ne jokaj, ker me srce boli. Ne jokaj, le reci, da me ljubiš. Ljubezen v sonce posuši. Zdaj na prsih mi sloniš, jokaš in me govoriš, a srce hotelo ni, da ob meni nisi ti. Ne jokaj na mojih prsih, draga, oprosti, saj vem, da ne bi smel. Zapustil sem
tebe, ki me ljubiš, ker drugo ljubiti sem hotel. Ne jokaj na mojih prsih, draga, ne jokaj, poslušaj glas srca. Ne jokaj, le reci, da me ljubiš. Ta noč naj bo le za najun dva. Ne jokaj, le reci, da me ljubiš. Ta noč naj bo le za najun dva. Tako krasno skladbo smo slišali, danes res ne bomo jokali, danes smo zelo, zelo veseli, da imamo v naših gosteh primorske fante. Ivica, počasi se približujemo koncu oddaje, hitro mine tule v naši družbi časa, ne da? Ja, to kar gre, to kar šiba, to kar laufa. A si bila prej presenečena nad odgovorih svojih fantov? Ne, zdaj sem, Si pomirjena. ker sem jaz tukaj, ne bi morala iti ven, mogoče bi kaj novega zvedla v sebi. Krasno, veš kaj me, Ivica, zanima? Ja. Dolga in uspešna kariera je za tabo in seveda še tudi pred tabo. Pa me zanima, recimo, a imaš kak drug pogled na glasbo, zdaj, ko si bolj v zrelih letih, od takrat, recimo, ko si začela? A se je kaj spremenilo, oziroma imaš kak drug pogled, ali je vse ostalo še dejansko isto? Rataš človek bolj pameten, bolj, ne vem, zrel? Ja, malo bolj resno začenjaš čutiti in dojemati vse skupaj in tudi malo bolj resno delati na tem področju. Ne? In šele zdaj, po tolikih letih, v bistvu se zaveš, koliko truda je potrebno vlagati v to, da nekaj lepega nastane in predvsem, da je potrebno vse skupaj in ves čas delati s srcem, iskreno, svoje zgodbe podajati ljudem, ker tisto, kar od srca pride med ljudi, tisto je najbolj potem bogato in se tudi dosti časa pač obdrži in ljudje sprejmejo za svoje, kajti nismo vsi enaki in je prav, da je tako, da tudi to svojo različnost pokažemo in da prinesemo ljudem tudi nekaj primorskega, nekaj drugačnega, nekaj v našem takem bolj nežnem, romantičnem stilu, kot znamo pravzaprav Primorci biti. Ja, znate biti pa tudi zelo veseli, kar bomo slišali v zadnji skladbi. Ja. Moraš biti pa verjetno tudi precej iskren, kar se naučiš z leti. Torej, ne moreš igrati na odru nekaj, kar nisi, verjetno. Ljudje to hitro začutijo. Ja, zato tudi Primorski fantje najraje pač igramo in pojemo svoje komade, ker pač tisto, kar začutimo v danem trenutku, tudi napišemo, potem tudi najlažje ljudem to zgodbo prezentiramo. In če je ta zgodba še iskrena in je zrasla na svojem zelniku, je toliko lepša. Krasno. Jaz, prej, ko so fantje govorili o tebi, jaz zdaj vidim zares, da si v dobri družbi in da te ne rabi biti ničesar strah, fantje pazijo na tebe in naj to še traja. Mogoče bi za konec še v samih željah in ciljih za prihodnost, torej kaj si želite kot zasedba, tako recimo Primorske fantje in tudi osebno recimo, česa si želiš? Torej, jaz sem v bistvu že svoj maksimum dosegla, lahko rečem, v življenju, tako v osebnem življenju, kot pa tudi na glasbenem področju. Videla sem ogromno sveta, tudi zaradi glasbe, videla sem ogromno lepih skritih kotičkov v Sloveniji, ki jih drugače ne bi. In po svetu bi rada popeljala tudi fante, ker vem, da si tega zelo in neizmerno želijo, tako da delamo na tem in ker vem, da nas povsod po svetu toplo in lepo sprejmejo, vem, da to ne bo nobena težava. Zagotovo ne. Letošnje poletje je najbrž pestro zasedeno, bo pa tudi nekaj časa za oddih najbrž
si ga vzamete, primorski fanti, oziroma ste si ga vzeli skozi vsa leta? Ja, pravzaprav v letošnjem letu se dogajajo take lepe pozitivne stvari, katere smo pravzaprav tudi potrebovali po vseh dogodkih, ki so se nam zgodili. Maksim se je poročil. Ja, torej imamo dojenčka, zdaj v kratkem se bo poročil še Jan, imamo še... Jaz se ne bom poročil. Ne, on ima tretjega, torej tretjo punčko že drugo leto, ne? Tako da v bistvu, ja, že tretje, jaz že malo zamujam, tako da same lepe stvari, ki nam dajejo pač moč in energijo, da gremo z veseljem naprej in upam, da se nas bodo naši vnuke in otroci še dolgo let lepo spominjali in ohranjali v lepem spominu. Krasno, torej se obeta veselo leto, oziroma Ja. Maksim, čestitke iskrene. Nismo prej okoli poroke, čeprav sem jaz to vedel, ampak nisem vedel, da je to lahko kaj rečeva ali ne. In iskrene čestitke, torej vse dobro. Ivica, najlepša hvala za vaš obisk, seveda hvala vsem fantom in pa vse dobro vam želim, predvsem zdravja, veliko dobre energije, zabavajte naše naprej in bogatite Narodno zabavno zakladnico. Hvala tudi vam za povabilo in seveda z veseljem še kdaj. Hvala lepa, srečno pot. Vam pa, spoštovane gledalke in gledalci, želim tudi en lep preostanek večera. Jaz upam, da ste uživali v naši družbi. Tudi prihodnjič bo zelo veselo, zato nas spremljate. Za konec pa še ena legendarna Signorina Ballerina. Uživajte in lahko noč. Mamma mia, ma che bionda, u cantone cugia conda, te se splaccia drozza te lo lagat, come ima zet hudič. Srce ima lahko strto, dve besede pa je cvrto, lahko verje ali ne verje, lahko reče anche da sem tič. Lice ima kurje žamet, lahko ima anka pamet popa. Bori moja signorina, bori moja balerina ti. Pitralon in bela srajca, v jaketi frišna jajca pupa. Bori moja signorina, bori moja balerina ti. Ti, samo ti. Hej, hej, signorina, hej, hej, balerina, hej, hej, patatina, danas ti bom cantal Nicoleto. Hej, hej, signorina, hej, hej, balerina, pleši, pleši, vrti, vrti v zrake, vidim kotolonjaketo. Hej, hej, signorina, hej, hej, balerina, hej, hej, patatina, pleši, pleši, vrti crno. Ti si moja, jaz sem tvoj, te hitem dol takoj. Ti si moja, jaz sem tvoj, te hitem dol takoj. Mamma mia, ma che bionda, u cantone cugia conda, te se splatja doca, te no lagat, come ima zet hudič. Srce ima lahko strto, dve besede pa je cvrto, lahko verje ali ne verje, lahko reče anche da sem ti. Lice ima kurje žamet, lahko ima anka pamet pupa. Bodi moja signorina, bodi moja balerina ti, ti, samo ti. Hej, hej, signorina, hej, hej, balerina, hej, hej, patatina, danas ti bom cantal Nicoleto. Hej, hej, signorina, hej, hej, balerina, pleši, pleši, vrti, vrti v zrake, vidim kotolonjaketo. Hej, hej, signorina, hej, hej, balerina, hej, hej, patatina, pleši, pleši, vrti crno. Ti si moja, jaz sem tvoj,
takoj, takoj,